Danes želimo pojasniti način, kako zdravniška zbornica vodi pritožne postopke, prav tako pa vas želimo seznaniti z popolnim mnenjem, ki ga je sprejel odbor za strokovno medicinska vprašanja, ki ga zastavlja 10 eminentnih strokovnjakov. Želimo poudariti, da tak način, kot je bila obravnavana ta pritožba, ne želimo videti v prihodnje, zato se zavezujemo, da bomo vse postopke vedno vodili do popolnega razpleta, enako skrbno, enako ažurno, kot tudi do sedanjega. Prijava, ki smo jo dobili na odbor, je prišla 14. maja 2008, dopolnitev prijave pa 23. maja 2008. Odbor se je takoj zatem sestal in ugotovil, takrat je bila še prejšnja predsednica odbora, da je primer tako težak in tako hud, da ne bo mogli iti po navadni poti, ampak kjer se pač prosi najprej za interni strokovni nadzor v bolnišnici, ampak da je treba preskočiti takoj na tako imenovani ekspertni oziroma zunanji pravzaprav nadzor, ki ga opravijo eksperti, katere določi odbor. Odbor je določil 2 eksperta, ki nista bila iz tiste bolnišnice, kjer se je pravzaprav večina stvari dogajala in ki sta vsak za svoje področje eksperta, eden za presnovne motnje, drugi pa za delo na intenzivnih oddelkih. Kasneje potem se je pa eden od ekspertov iz tega izločil, ker je čutil, da je primer preveč zapleten, da bi ga lahko presojal. Zato smo ponovno zaprosili za mnenje pediatrično kliniko, kdo bi bil od teh ekspertov, ki bi bil lahko zunanji ekspert. Dobili smo to mnenje in tega strokovnjaka iz tujine smo zaprosili konec julija 2008. Medtem so seveda drugi postopki potekali normalno. Sprejet pa je bil sklep, da se to mnenje od eksperta zadrži, zunanjega eksperta zadrži, dokler ne dobimo dokončne genetske DNA potrditve, ki pa je prišla pravzaprav šele v začetku decembra in tako sredi decembra je bil ta ekspert zaprošen. Nažalost je pa potem prišlo do dodatnega zapleta, ker je po elektronski pošti ta ekspert iz tujine sporočil, da ne more on dati dokončnega mnenja, da se pač ne čuti ta pravo osebo. To je bilo 12. januarja 2009 in je predlagal nekega drugega eksperta, predlagal tudi ime tega eksperta, katerega smo potem zaprosili in ki je potem tudi poslal svoje mnenje tik predtem je bilo to dokončno mnenje zbornice podano. Istočasno je pa zbornica sama od sebe prosila še enega ekspertnega strokovnjaka, eksperta iz tujine, za dodatno mnenje in v bistvu obe te mnenje ste pravzaprav prišli istočasno. Pri dečku smo ugotovili zelo redko presnovno motnjo, kjer manjka ornitin transkarbamilaza, to je nek poseben encim, ki omogoča normalno presnovo beljakovin. Vkolikor ta encim manjka, potem se v telesu prekomerno kopiči amonijak, ki povzroča hude telesne okvare in je odvisno od tega seveda, kakšni so te znaki bolezni, koliko od tega encima manjka, da to zelo poenostavim. Pri hudi okvari tega encima v glavnem otroci že kmalu po rojstvu umrejo, z znaki slabosti, bruhanja, krči in to se večinoma dogaja v prvih dneh, prvih tednih življenja. Pri lažjih variantah te bolezni pa se lahko zgodi, da otrok živi dalj časa in ima šele kasneje, po nekaj letih, prve težave. Obstaja pa tudi izredno redka varianta bolezni, ki jo je imel deček,
o katerem danes govorimo, bor, pri kateri se lahko pojavijo znaki bolezni ob nekih posebnih situacijah, ob stresnih stanjih, ob infektih, poškodbah, hujšanju, zelo kasno. Lahko tudi v starosti nekaj let, 20 let, 60 let, so tudi znani primeri, ko so taki bolniki dosegli zelo visoko starost. Konkretno v tem primeru je šlo za tako zvani OTC defekt, torej pomanjkanje encima ornitriltranskarbaminaze, ki povzroči kopičenje amonijaka v večji količini, ne ob običajnem zelenju, ampak v stresni situaciji, ob hujšanju in ob infektu. Konkretno ta deček, ki je bil, ko je zbolel, star 12 let in pol, prej posebnih težav ni imel, se je to zgodilo pri prebolevanju infekta vnetja srednjega ušesa. Po nekaj dneh se je pojavila ta simptomatika, nevrološka, ki je potem vodila v poslabšanje kliničnega stanja, v katerem je bil sprejet v bolnišnico, no in potem so sledili seveda vsi ti dogodki, o katerih je bilo govora, ko se je pojavilo to prekomerno kopičenje amonijaka, ki je povzročilo potem tudi fatalen potek. Toliko bi na kratko izpovedal.